Težko je, ni bliža, da sem samo stal, na božično. Folk, kako ste? Dobrodošli nazaj na mojem kanalu, dobrodošli nazaj na mojem kanalu, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. How you doing? Preč friends obljubim zadnje čase. Danes ste razpravljali ta video in sicer najbolj najbolj haunted hiše ever. A ja, preden me napadete pa raztrgate v komentarjih, ja, leče imam. Pišite mi spodaj, ali so creepy ali cool, ker jaz nič ne vidim. Že tako zaradi leče vse temnejš, pa imam pa še ring light in I'm blind, baby. Gremo v video. Scary hiša številka 1, oziroma v tem primeru gremo še v hujšo skrajnost, seveda ste na mojem kanalu. Ni samo hiša, v bistvu je sirotišnica za otroke iz Sewarda na Aljaski. Upam, da sem to približno prav povedala. Reče se pa temu hiša oziroma dom Jessie Leea. Torej, back in time, leta 1964 je ta hiša, hotel, dom za otroke oziroma sirotišnica utrpela hude poškodbe zaradi velikega potresa, ki se je tam zgodil. Žal je več otrok, ki so tam živeli, v bistvu zaradi škode, ki je nastala, je v bistvu več otrok takrat tudi umrlo. Kaj sledi, verjetno veste. Rečeno je, da duhovi teh otrok še vedno so ujeti tam, še vedno hodijo tam in obiskovalci, ki zdaj lahko tja pridajo, čeprav je sicer zapuščeno, lahko slišijo hihitanje teh otrok. Če pa tudi dejansko poskakovanje raznih žog in pa tistih kolebanc, da bi nekdo skakal in po tleh udarja. Skratka, da bi še vedno tam odmevala ta igra otrok, nekih spiritualnih in duhovnih entitet, ki se pač niso preselile in v bistvu so ostale tam in se igrajo, I guess. Zdaj, ko kdo v to verjame, je vaša stvar, jaz osebno ne, čeprav lihučer se mi je zgodila najbolj scary stvar v življenju ever. Problem je, če vam tukaj povem ali pa če kakorkoli povem, mi noben ne bo resno vzel, ker ne znam povedati, kako creepy je bilo v živo, kakor pa dejansko izgledalo, se ni važno, jaz pa ne bom povedala, ampak res je bilo strašno, še maček je bil prestrašen. Druga posestvo, o kateri bomo govorili, je v bistvu Castle grad, Bajugaja se ne bi rekel, v Maleziji je, pa reče se mu Kelly's Castle. Grad je imel izredno kratko zgodovino, namreč začel se je graditi leta 1915, vse skupaj pa trajalo samo do leta 1925, ko je v bistvu umrl lastnik in tudi glavni povodnik za gradnjo tega gradu. Ta lastnik je bil William Kelly Smith in fora je, da po njegovi smrti se je vse skupaj postavilo in grad je preprosto začel samo še razpadati. Takrat naprej je rečeno, da naj bi v drugem nadstropju v tem gradu strašil njegov duh, to pa sklepajo potem, ker ga videvajo, včasih je ujet tudi na fotografijah. Mečkam bolj scary stvar, ki je pa ponad, ne vem zakaj vedno bolj scary, če je otrok ali pa če je punčka ali nekaj. V glavnem, okoli tega gradu bi še videvali in naj bi se sprehajala neka deklica, ki je pa rečeno, da ne bi bila njegova hčerka. Še tretja stvar, ki je pa mogoče še najbolj grozna, je pa to, da svetovno vojno naj bi tukaj japonski vojaki imeli svoje ujetnike in jih mučali in zaslišvali, ampak potem so vse usmrtili. In jasno, ne bi zdaj po tej zgodbi še vedno strašili njihovi mučeni duhovi. Tretji grad, zdaj se zmejim, ki ga poskušam izgovoriti, in sicer v glavni iz Britanije v Franciji je, tako se pač reče, ne Britan, ampak Brittany iz Francije, whatever. V glavnem grad je pa de Château de Trehezon. Res ne vem. Zdaj s tem gradom oziroma posestvom imam prav legendo in ta legenda pravi, da je okolice tega gradu Trieston, saj tako je prevod potem v slovenščino, res ne vem, kako se reče, ne bi se potikal en tat in ta tat je potem v bistvu videl v vznožju tega gradu na posestvu na zemlji, da naj bi dva človeka kopala luknjo in potem naj bi v to luknjo vrgla še živo mlado gospodično. Torej, primer živega zakopanega, evo, torej njo naj bi živo zakopali, jasno, sledi smrt in potem naj bi bil ta duh te ženske, ki naj bi na tem posestvu zdaj strašil. Potem je ta tat tekel domov k ženi in ji to povedal in iz tega je tudi prišla potem legenda. Ne vem sicer odkje temu tatu ta informacija, ampak potem je ženi povedal, da ta ženska je bila oblečena v poročno obleko in da naj bi jo te dva moška, očitno jih je preslišal po tej legendi, da naj bi jo zakopala, ker je osramotila njihovo družino. Zdaj, ali je bila z drugim moškim ali kakorkoli že, ne vem. Potem mu žena naročila teč nazaj in jo reš, ker pač je opcija. Zanimivo, da to oni v prvi vrsti ni naredil, oni še nam ženi povedati, kva bi svet brez žensk. No, v glavnem, in ko je prišel nazaj, je bilo prepozno, ženska je bila že mrtva in zdaj ta duh straši. Četrti primer, če ste v tem videu pričakovali eno določeno hišo, je ta zihar ta in sicer Amityville Horror House. Zaslovela je sicer iz grozljivke, pač ful teh nadgradnji in remakeov in ne vem česa vse, ampak
Ja, zaslovela je predvsem zaradi tega filma. Zdaj, tako, katera dejansko najbolj haunted hiša v Ameriki je še stvar debate, ampak ta je definitivno najbolj slavna, nahaja se pa na Long Islandu v Ameriki. Kaj se je tukaj pravzaprav zgodilo, pa kdor ne upa filma gledati ali pa ga še ne gledal, jaz sem tako ful na hit preskakvala, ampak v 70-ih letih je duh moškega prepričal tisto družino, ki je tam živela, v bistvu duh, tukaj v tem primeru se vedno naselil v moškega, torej v glavo družine, v fotra, v očeta in v bistvu prepriča ga, da pobije družino. V tem primeru je pač oče pobil svojo 6-člansko družino. In potem pride noter nova hiša, hiša je zaradi tega v štartu itak cenejša, naselijo se noter novi ljudje in v bistvu se to samo nadaljuje, spet ta duh se potem naselva novega očeta in tako naprej. Na eni točki tukaj notri je živela družina Lulz. Fak, zdaj sem to prvič na glas rekla, tako res čuden. L-U-L-T-Z. Lulz. Ok, that's funny. Da naštejem samo par stvari, ki so se njim dogajale, torej Lulz. Torej en član družine, te Lulz družine se je ves čas zbujal 3:15 AM, torej zjutraj in to je tudi čas, v katerem se je tam zgodilo največ umorov. Cela družina je trdila, da tam iz sten teče v neka čudna zelena sluz, to da vohajo čudne slabe arome, vonjave, to sploh drži, kadarkoli so duhovi prisotni in pa da začutijo hladne tokove, torej če je nek hladen del hiše, stanovanja, kakorkoli, spet neke vrste naj bi to pomenili prisotnost entitete. Oh, creepy. Ko je duhovnik prišel reševati situacijo v to hišo, se je nek glas zadrl, umakni se, potem so bile pa še druge stvari, neko non-stop zapiranje, odpiranje garažnih vrat, enkrat je žena od moža lebdela od postelje, to me nekaj strah ratuje. Potem je, videli so prašiča z rdečimi očmi, ki je strmel in je gledal čez okno in tako naprej. Tisti dejanski morilec z imenom Ron, zaradi katerega se je tudi ta potem nova oseba zbujala ob 3:15 dopoldne, je pa, kdo bi si mislil, še vedno živ in je v zaporu oziroma služi svojo 25-letno zaporno kazen in pač še vedno živi v prepričanju in trdi, da je slišal glasove, ki so ga prepričali, da mu pobiti družino. Story short, prej sem razlagala, da se je včeraj nekaj ful groznega zgodilo in sem se ful usrala in zdajle me skoraj kap zadela, ker je nekaj samo od sebe v hladilniku padlo, ki se v lifeu ni zgodilo. Mogla sem malo prekiniti, da sem k sebi prišla. Tisti, ki me skozi sprašujejo, če me kdaj kaj strah, ja, me je. Tukaj bom imela dve hiše. V eni sem naredila že cel video, dol bo linkan, in sicer hiša Winchester, presežen ta je najbolj bolana, tako cela zgodba je huda, ta gospa Sara je noč živela, vse z duhovi, glavno nora je, tako da pejte ta video pogledati, če vas zanima. Druga, o kateri bomo govorili, je pa hotel H.H. Holmes, torej ta gospod ga je kupil in prenovil, imenoval se je H.H. Holmes in v bistvu je naredil svoj majhen mini labirint za igrati se z ljudmi. Tam si lahko prišel, odprl vrata in so bile samo opeke, ni bilo možnosti prehoda. Potem so bili hodniki, ki niso vodili nikamor, bile so stopnice, ki niso vodile nikamor. Šele bi zbežali tudi nekaj, kamor ste se not zaprli, ne bi mogli, ker bi se za vami zaklenili. Skratka, bil je scary shit freaking labirint. Tako da danes tisti, ki tam delajo, dejansko delavci, služkinje, kdorkoli že so, se počutijo popolnoma nelagodno. Je pa res, da ta hotel ni več v tej obliki, kakor je bil takrat. Očitno se je najbolj slabega dogajalo v kleti, ki je še dokaj prvotna, tako kot je Holmes zgradil in se tam obupno počutijo, tako se je zdajle počutim res slab, res slab. To je bilo teh 5 hiš, gradov, hotelov, sirotišnic, dejansko daleč niso bile samo hiše. To je to za danes, vam mečkan moram mačka stisniti, da me bo manj strah. Ljubezen moja. Anyway, če poznate še vi kakšen tak place, mi ga komentirajte spodaj, napišite, kjer vam je najbolj strašen pa najbolj všeč. To je to za danes. Naslednji video bo po vsej verjetnosti čez 3 dni, sicer 18. Do takrat pa pridni boste, da pa se imejte, čau.